Dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj na februarski večerni akademiji v organizaciji Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Nocojšnja večerna akademija nosi naslov Dialog med vero in znanostjo, možnosti in meje. Moje ime je Peter Černe, v Jezuitskem kolegiju delujem kot asistent ravnatelja Jezuitskega kolegija in pa kot vsebinski sodelavec in bom nocoj ta dogodek povezoval. Torej vsem prisotnim vam izrekam iskreno dobrodošlico na nocojšnjem dogodku. V vodstvu kolegija smo zelo veseli in hvaležni, da ste izkazali interes za naš dogodek in da ste se nam nocoj tudi pridružili, da ste si za to vzeli čas. Danes je z nami kot gostujoči predavatelj profesor dr. Branko Klun. Gospod Klun, lepo vas pozdravljam v imenu vodstva Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Zelo smo vam hvaležni, zelo smo počaščeni, da ste se tako velikodušno odzvali na naše vabilo, da ste naše vabilo sprejeli in za nas pripravili to nocojšnje predavanje. Še preden pa povemo še kaj več o našem nocojšnjem gostu, bi rad povabil k besedi še ravnatelja Jezuitskega kolegija, patra Damjana Rističa, da nas nagovori. Izvoli, Damjan. Tudi jaz se pridružujem Petru z njegovim pozdravi. Pozdravljam profesor Branka Kluna, veseli smo, da si tukaj, mi da se poznava osebno, tako da si upam reči ti, ampak verjamem, da bo predavanje za vikend. Tako da dobrodošli tudi vsi, ki ste prišli, nekateri vidim, da prihajate tudi zdaj že dokaj redno na naše večerne akademije, česar se seveda veselimo, dobrodošli še naprej. Peter, tebi pa predajam nazaj besedo. Hvala, Damjan. Nocoj je torej gostujoči predavatelj profesor dr. Branko Klun. Gospod Klun je filozofijo študiral v Rimu na Papeški univerzi Gregoriana, nato pa je študij nadaljeval na Dunaju, kjer je tudi doktoriral. Bil je tudi mladi raziskovalec in asistent na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, nato pa se je zaposlil na Teološki fakulteti. Danes je na Teološki fakulteti tudi redni profesor in pa predstojnik tamkajšnje katedre za filozofijo. In glede na njegovo strokovno ozadje, na njegove strokovne izkušnje, smo lahko prepričani, da bomo nocoj dobili en tak zelo zanimiv strokoven in pa poglobljen vpogled v naslovno tematiko tega predavanja, torej v odnos, v kompatibilnost oziroma nekompatibilnost vere in znanosti, se pravi, kako vera in znanost interagirata. Preden pa dokončno predam besedo našemu gostu, bi predal vsem vam še dve opozorili, in sicer najprej, da se to predavanje snema, da se snema tako audio kot tudi video, in sicer za naknadno objavo na YouTube kanalu Jezuitskega kolegija. Drugo opozorilo pa se tiče postavljanja vprašanj, namreč po koncu predavanja bo gospod Klun na voljo tudi za vaša vprašanja. Vprašanje lahko vpisujete v chat, to je funkcija, ki se nahaja na horizontalni rodni vrstici spodaj v Zoomu. Vprašanja lahko vidim samo jaz, vse, kar zapišete v chat, lahko vidim samo jaz, tako da je ta postopek za vas popolnoma anonimen. Vprašanje lahko zastavljate kadarkoli med predavanjem, kadarkoli se vam utrne ideja za vprašanje, jo lahko v miru zapišete in pošljete. Potem pa bom po koncu predavanja ta vprašanja jaz na glas prebral gospodu Klunu, ki bo potem na nje odgovoril. Ta vprašanja bodo trajala mogoče kakšne pol ure, bomo videli. Opravičujem pa se že naprej, če bom morda vprašanje kogarkoli izpustil, namreč pri izbiranju vprašanj bom pozoren predvsem na to, da se ne bodo vsebinsko ponavljala. Zaenkrat pa je to z moje strani torej vse. Sedaj predajam besedo našemu nocojšnjemu gostu, profesorju dr. Branku Klunu. Izvolite. Hvala lepa najprej gospodu Petru za njegovo moderacijo in za prvi stik ter za vabilo. Posebej hvala tudi patru Damjanu, s katerim naj povezuje še dolgoletno poznanstvo in tudi prijateljstvo. Tako da sem vesel, da sme biti tukaj z vami in upam, da bomo ta večer vstopili v razmišljanje in tudi mogoče v pogovor. Jaz sem najprej vprašal gostitelja, ko so me kontaktirali, v katero smer naj bi to predavanje usmeril. Namreč, kot veste, tematika vere in znanosti je tako široka, da jo na nek način je dobro omejiti. Potem je rekel, da se bodo med seboj posvetovali
in sem potem dobil neka taka okvirna vprašanja. Potem sem rekel, to mogoče ni slab začetek, tako da bom predstavil tudi strukturo tega predavanja oziroma te slabe urice, koliko imam na razpolago. Moja predstavitev, ki bo se začela s vprašanji, in potem bom to malo razširil tudi tematsko in upam, da bomo imeli dovolj iztočnic za eventualni pogovor. Jaz moram reči, da prvič na tak javni način predavam po Zoomu, torej fakultetno seveda predavam vse skozi. Zdaj smo se že kar navadili, ampak vseeno je čuden občutek v domači sobi govoriti širši publiki. Tako da upam, da bomo vseeno imeli en dober čas skupaj in da bo to koristno. Torej, da preidemo, jaz bom z vami delil te oporne točke, ki jih imam, zato da boste lažje spremljali, pa tudi, da bom sam bolj discipliniran pri tem, kaj želim danes povedati. Jasno je, da se bomo teme dotaknili v nekaterih segmentih, da smo tukaj na področju, ki je tako široko, da ga je nemogoče, bi lahko rekli, v kratkem času ustrezno predstaviti. Še bolj računam na vaše vprašanja, ker bodo vprašanja lahko potem izpostavila tisto, kar je resnični interes. Če dovolite, bi torej predstavil najprej, kako sem si zamislil to predstavitev. Najprej, je vse v redu, se vidi tako, kot je potrebno? V redu. Takole so mi napisali, ko sva komunicirala s Petrom, 4 vprašanja, 4 tematski sklopi in sem jih pravzaprav zdaj kar vključil in bodo iztočnica za to, kaj bomo danes govorili. Prvo vprašanje je bilo, ali se znanost in vere izključujeta zaradi razlik v metodologiji. Drugo vprašanje se zanima za sodobne debate med vero in znanostjo, kateri so glavni kritiki religije in kateri so apologeti. Potem je vprašanje, kakšen je sploh učinek, ali sploh je kakšen učinek ali korist kontroverznih diskusij. Potem tudi primerjava argumentov, kje ima vera močnejši argument od znanosti in kje je znanost prepričljivejša od vere. Torej, to bom v prvem delu nekoliko obravnaval, zlasti se bom posvetil prvemu vprašanju, ker se mi zdi, da je res tehtno. Namreč, če ustrezno ne odmejimo teh 2 področji, potem imamo nenehno težave, ker potem lahko mešamo stvari, ki ne spadajo skupaj. Bom pa vseeno, da bo stvar malo bolj konkretna, tudi sicer, seveda sem v pogovoru potem vedno tudi za konkretne stvari, pokazal na 2 poli, ki sta nekje najbolj znani v dialogu med vero in znanostjo, namreč obe poli pokrivata na nek način vprašanje celote. Gre za celovita vprašanja, zlasti pri vprašanju vesolja, tam se sreča, bi lahko rekli, znanstveni pogled in vprašanje vere, pa tudi vprašanje evolucije, torej razvoja in vesolja in seveda zlasti potem življenja, tudi to vprašanje, kot veste, v nekaterih drugih kulturnih kontekstih pravzaprav je zelo pereča ali zelo razburka, kot v ZDA, tamkajšnje, bi lahko rekli, tudi intelektualno življenje, namreč evolucija in kreacionizem. Na koncu bi rad mogoče predstavil tudi to, kako sam gledam na odprtost vere v odnosu do znanosti oziroma na kakšen način naj bi potekala ta komunikacija med obema. In če dovolite, bi šel kar k prvemu vprašanju, ali se znanost in vere izključujeta zaradi razlik v metodologiji. Velikokrat se zdi, da je temu tako, da pravzaprav znanost ima en jezik, vera ima drug jezik in rečemo lahko drugo metodologijo, drugo pot do tega, kako sploh prihaja do spoznanja, in ti 2 področji, imenujemo jih lahko področji vedenja, se izključujeta. Jaz mislim, da je to napačno, ker moramo najprej sploh razmisliti o tem, kaj je znanost, in hkrati moramo najprej tudi omejiti še naprej, kaj je moderna znanost. In hkrati s tem vidimo, da se obe področji ne pokrivata. Že zdaj vam lahko pokažem tisto, kar bom v naslednjem slajdu imel, da je znanost zaradi svoje specifične metodologije
tematsko reducirana, oziroma bomo pokazali, da poskuša gledati celotno stvarnost pod enim vidikom, tem empiričnim vidikom, da pa zunaj tega ostajajo vprašanja, ki pa so specifično, bi lahko rekli, filozofska vprašanja, ki poskušajo celoto razumeti na celovit način in v to področje se umešča tudi vera. Se pravi, da to bom potem malo v naslednjih korakih bolj razložil, ampak to pomeni, da že na začetku ne želim, da ju postavljamo kot dva kroga, ki sta vsak posebej ločena, ali pa da ima tam nek presek. Pri tem seveda ne gre nobeno za kakšno triumfalistično držo ali pa za kakšno paternalistično držo pokroviteljsko, da bi te rekli, vero bomo dali nad znanost. Sploh ne gre za to. Gre samo za to, kakšna vprašanja se postavljajo, ali če želite, gre dejansko za vprašanje metodologije. In če grem nazaj, zakaj pravim moderna znanost? Zato, ker ne morete reči, da Grki niso imeli znanosti. Znanost, ali pa po naše tudi beseda veda, si vedno prizadeva za vedenje, za znanje. Želimo pač vedeti. Vemo, da nekdo ve, nekdo ne ve, da ni vsako znanje utemeljeno. Se pravi, prizadevanje za znanje je pravzaprav temeljna poklicanost filozofije. In znanost je bila včasih tako skoraj istovetna s filozofijo, vsaj pri Aristotelu. Moderna znanost je pa za razliko od stare znanosti, če tako rečemo, zaznamovana s specifično metodologijo. Še več, lahko bi celo rekli, da je v moderni znanosti metodologija tista prva in da je predmet raziskovanja tisti drugi. Se pravi, da že z našo metodologijo pristopamo k stvarnosti in da je ta metodologija že vnaprej postavljena. Seveda je ta metodologija povezana z razvojem novoveške znanosti, moderne znanosti, skozi najprej matematizacijo znanosti pri Galileju, potem z induktivno metodo. Ampak kaj je zdaj pomembno? Da bo znanost zahtevala, da pravzaprav imamo predmet, ki ga mi preučujemo, na nek način kvantificiran. To pomeni, da pride do tematske redukcije predmeta. Kaj zdaj to pomeni? Poglejte, vzemimo čisto preproste primere. Vzemimo primer barve. V našem vsakdanjem življenju barva zelo močno nastopa, ne vem, ko gremo v trgovino, si kupimo novo obleko, gledamo, kakšna barva bo. Ampak če zdaj se vprašate, kako znanost pristopa k barvi, znanost mora to kvaliteto barve, ker to je nekaj kvalitetnega, kvaliteta v smislu kvalis, kakšnost, se pravi, mora to kakšnost prevesti v merljivo količino. To je tisto od Galilejeve znanosti naprej ključno, zato da vi lahko aplicirate matematiko, kar pomeni, da bo znanstvenik rekel, barva je oblika svetlobe, recimo elektromagnetnega valovanja in rdeča barva, recimo, je takšna pa takšna frekvenca oziroma valovna dolžina. Kaj to pomeni? Da vi imate že vnaprej nujo, da vi predmet, ki ga imate, prevedete v merljive količine. Galilej pravi, da moramo tisto, kar ni merljivo, šele napraviti merljivo, ker šele takrat potem lahko uporabimo tudi matematiko in šele takrat lahko rekli, ugotavljamo zakonitosti med fenomeni na matematičen način. Kaj želim reči s tem, da mi zožimo pojem izkustva? Ko rečem, da ga zožimo, govorimo o redukciji, ne želim, da se to razume slabšalno. Ne želim, da se to razume kot neka kritika znanosti, da znanost pa ni v redu, temveč nasprotno, lahko celo tako rečemo, da znanost svoj uspeh dolguje temu, da postavi določeno smer spraševanja oziroma da ne sprašuje določenih drugih vprašanj, ker sprašuje pravzaprav pod določenim pristopom. In v tem smislu zoži izkustvo, ker, kot rečeno, barvo mi razumemo zelo široko v svojem vsakdanjem življenju. Tisto, kar je naše vsakdanje življenje, naš življenjski svet, to je pravzaprav, bi lahko rekli, so pomeni tega fenomena zelo raznoliki. Podobno, ne vem, če vzamete pojem vode, mi vemo, da voda nastopa v našem življenju v mnogoterih pomenih,
in funkcijah, medtem ko, če bi zdaj rekli, kako bi poskušali kemijsko razvozlati strukturo vode, smo zavzeli nek določen pristop do tega. Zakaj zdaj to pravim? Ker vidimo, da pravzaprav znanstvena metoda je podobno, kot če bi rekli, da vzamemo določeno barvno svetilko in z njo osvetlimo celotno stvarnost. Seveda, vso stvarnost osvetlimo, ampak vso osvetlimo z določenega vidika. Če bi imel rdečo svetilko, bi se vse pojavilo rdeče, in če bi nekdo rekel, zdaj pa ti meni razloži to Cézannovo razstavo in njegove polnost barv, ti z rdečo svetilko tega ne moreš, ti imaš potem samo, bi lahko rekli, senčenja rdečega. Zakaj to pravim? Ker se moramo zavedati, da kot prvo mi svoje življenje živimo v neki polnosti pomenov, in tudi to je neka predpostavka, seveda vedno tukaj že govorim kot filozof, mi delamo znanost v našem življenju. Ni tako, da je najprej znanost in potem nastopa človek, tudi to lahko nekdo si tako predstavlja. Evolucijski biolog si lahko tako predstavlja, ampak v resnici tudi evolucijski biolog pride domov, živi svoje lastno življenje in bi rekel, znotraj tega življenja zasnavlja znanost. Tukaj vem, da prihajam z določenimi predpostavkami, ki bi jih moral globlje utemeljiti, ampak upam, da vseeno bo tisto glavno sporočilo prišlo vam. Kaj to pomeni? Da je človekovo življenje bistveno širše od znanstvenega zoženja, pri čemer še enkrat zoženje ni zdaj moja moralna presoja. Ne gre za to, da rečemo, da je to slabo ali dobro. Mi pravzaprav zaradi tega reduktivnega pristopa imamo tako uspešno znanost. To ni moj citat, to je Karl Friedrich von Weizsäcker je napisal stavek, ki ga rad potem citiram, da znanost dolguje svoj uspeh tudi nepostavljanju določenih vprašanj, ker pač postavlja določene vprašanja in druga, bi lahko rekli, izključi. Povedano drugače, če nekaj hoče sploh pasti v obzorje znanosti, mora dobiti neko kvantifikacijo, mora postati, bi lahko rekli, neko empirično izkustvo. Mimogrede, ko reče znanost izkustvo, ko mi rečemo empirija, je to zopet zožen pojem izkustva. Naše izkustvo, celovito človeško izkustvo je bistveno širše. Ampak to ne pomeni, da je širše v znanstvenem smislu. Pomeni, dosti širše, tako kot pojem vode, kot sem prej rekel, ali pa pojem barve, se vzpostavlja v neki veliki celovitosti našega življenjskega izkustva. In v tem smislu je potem potrebno razumeti, da znanost torej določenih vprašanj sploh ne more postaviti. Ne more postaviti, jih ne želi postaviti. Sploh ne more pasti v tisto, kar bi bilo njeno obzorje. In to se mi zdi zelo pomembno. Ker če mi postavimo meje, kaj je znanost, in kot še enkrat rečem, zato mislim reči moderna znanost z moderno metodologijo, ki mimogrede je postala celo kriterij znanstvenosti, ker če ne uporabljaš metodologije sodobne moderne znanosti, ki pomeni pravzaprav prav to kvantifikacijo, ki pomeni možnost matematizacije, potem pravzaprav največkrat nisi znanstven. In potem rečejo, te panoge sploh niso znanstvene. Potem rečejo, filozofija sploh ni znanstvena. Samo zdaj pa sploh utemeljimo, kakšne pa potem, kje je pa mesto filozofije tukaj in hkrati tudi religije. Mi, kljub vsemu, kot ljudje, pa imamo vprašanja v življenju, ki gredo onkraj tega reduciranega pogleda. Povedano drugače, tukaj sem samo nekaj naštel, vprašanje svobode, smisla, kaj je zares vrednota, kaj je moralna norma, kaj je lepo, celotna umetnost, vprašanje svetega. Vse to je nekaj, kar ne more na tak način vstopiti v znanstveno obzorje. Oziroma, seveda, lahko nekdo poskuša znanstveno to preučevati. Vi lahko tudi, poskušate meriti določene učinke, ampak
največkrat se samega fenomena, vseh teh fenomenov, ki jih tukaj naštevam, ne da na tak način sploh, bi lahko rekli, objektivirati na ta znanstveni način. In po drugi strani so pa vsa ta vprašanja nekaj ključnega za naše življenje, tudi nekaj postranskega. To ni zdaj tako, da pa rečemo, ok, tukaj znanost lahko da te gotove odgovore, ampak kaj pa zdaj vsemi temi vprašanji, smo tam pa pravzaprav je pa tako, da pa vsakdo si misli po svoje. Nasprotno, ta vprašanja nas izjemno zanimajo. Ta vprašanja so mogoče ključna. Mi ljudje želimo razumeti, zakaj sploh. Želimo razumeti, kaj je sploh smisel znanosti. Znanost sama se ne more vprašati po svojem lastnem smislu. Ali če želite drugače, morda celo še dlje. Ne more znanost, ki vse skozi se sklicuje za razum, ona sama sploh ne more razmišljati o razumu. Zdaj, ne me napačno razumeti, Heidegger je rekel stavek, znanost ne misli, pa so ga potem vsi napadli. Ne gre za to, gre zaradi tega, da pravzaprav razum je vprašanje razuma, kaj je sploh razumno, je onkraj znanstvene metodologije. Razum že predpostavljamo v znanosti, ampak ne moremo ga pa znanstveno povratno utemeljiti, pa reči, kaj je razumno in kaj ni razumno. Zakaj? Ker tudi, bi rekel, vprašanje razuma presega zgolj metodologijo. Veste, zelo, bi rekel, to je tudi težava znanosti, ker potem določeno, tako kot reducira neko izkustvo, tako tudi reducira pojem razuma. Kaj je sploh razumno? Poglejte, jaz bom celo rekel, v nekem odnosu, ljubečem odnosu med dvema osebama je zelo razumno, da mi drugemu zaupamo, čeprav nimamo zagotovitev. Nasprotno, ljubezen, ki ne zaupa, ukine samo sebe. Ampak to je racionalnost ljubezni, to se dogaja na nek drugačen način. Se pravi, da ne moremo mi tudi racionalnosti zožiti na tak način. In kaj pa zdaj to pomeni? Da vsa ta vprašanja, ki smo jih tukaj samo tako navrgel, zahtevajo pa prav tako ukvarjanje z njimi oziroma iščemo najboljšo razumno razlago. In to je tisto, kar želite, razlika med filozofijo in znanostjo in hkrati na isti ravni, kjer je tudi filozofija, tudi religija. Tako po šolsko bi rekli, ali pa včasih so tako rekli, da sta filozofija in teologija univerzalni vedi, medtem ko ima pa znanost s svojo metodologijo opravka vedno oziroma nastopa vedno v partikularnih, posamičnih vedah. Partikularnih zato, ker imajo vsaka veda potem en aspekt stvarnosti preučuje. Biologija, življenje, kemija, kemijsko sestavo stvari, ekonomija, ekonomske odnose med ljudmi, gre vedno za nekaj, kar je omejeno. Medtem ko vprašanja celote so pa vprašanja, ki involvirajo nas same. Poglejte, znanost vedno zahteva, da se subjekt umakne iz objektivnega preučevanja, ampak pri človekovem življenju je bilo pa smešno. Kaj se bomo umaknili? Smo vendar mi tisti, ki sprašujemo, za naše življenje gre. Zdaj nekdo bi rekel, ja, meni je važno, ali je življenje na Marsu, zdaj vsi gledamo na Mars Perseverance, pa smo vsi ponosni, ampak poglejte, to, kar se dogaja na Marsu, ima verjetno smisel v toliko, kolikor vstopa v naše življenje, kolikor mi bolje razumemo sami sebe. Povedano drugače, ta vprašanja, ki so vprašanja za nek širok, celovit razmislek, so torej absolutno, bi lahko rekli, upravičena in prav tako pričakujejo, da jih bomo razumsko obravnavali. In tu je tisto, kjer pride filozofija in kjer pride tudi vera. Razlika med filozofijo in vero je v tem, da filozofija največkrat poskuša iz lastnih moči in iz lastnega širše razumljenega izkustva odgovoriti na nekatera temeljna vprašanja, tudi vsa ta vprašanja, ki imamo tukaj. Teologija pa gradi, oziroma vera pa gradi na tem, da človek verjame, da je presežna stvarnost razodela samo sebe, da je Bog pravzaprav po lastni iniciativi vstopil v zgodbo s človekom in v tej zgodovini odnosa pravzaprav razodel odgovor na ta temeljna vprašanja. Temeljna vprašanja, ki so naša temeljna eksistencialna vprašanja. In v tem smislu, in samo v tem smislu, je znanost
znotraj vere, ker vera in filozofija in tudi vse druge filozofije so pravzaprav poskusi celovitega odgovarjanja, kjer je, bi rekel, vprašanje narave ali pa tudi vprašanje družbe samo en segment vseh vprašanj in celota v teh vprašanj pa zadeva celoto mojega bivanja. A veste, že sami vidite, znanost na mnogotere načine obravnava vprašanje smrti, fenomen smrti. Medicina obravnava fenomen smrti in se vprašuje, kdaj imamo pravzaprav, ker je zelo težko določiti celo tisti trenutek. Ampak čisto nekaj drugega je se pa vprašati, jaz bom umrl, kako je zdaj s smrtjo mojega lastnega življenja. In vi imate lahko vse znanstvene odgovore, še vedno ostaja to celovito človeško vprašanje. In to celovito človeško vprašanje ne more nobena, lahko bi celo rekel, nobena objektivacija tega fenomena ne more odgovoriti, če smrti najprej ne doživim kot moje lastno največje vprašanje. Eno izmed največjih vprašanj, ne bom tega absolutiziral. Ampak hočem vam pokazati, da v tem smislu vidimo, da je znanost po svoji metodologiji omejena na to, kaj ta metodologija sploh omogoča. Je pa res, da se pa to vedno ne drži, oziroma da znanost, oziroma tako bom rekel, tukaj pri tej tretji točki se ustavil, da pa vedno, ne bomo znanstveniki ali pa ne bomo znanstveniki ali pa ne bomo čisto preprosti ljudje, pa imamo vedno določene odgovore tudi za celoto našega življenja in celote stvarnosti. Povedano drugače, ni treba, da smo filozofi, vsi imamo takšne drugačne odgovore, ali pa vsaj se nam svetlike odgovori na to, kaj je naše življenje in kaj je svet celoti. Mislim, zelo bivanjsko široko. Tudi nekdo reče, šele zdaj sem se začel res spraševati o tem, kaj je smrt, ko mi je bližnja oseba umrla. Prej sploh nisem vedel smeru, da ljudje umirajo. Ampak, kaj to pomeni? Takrat dobimo spodbudo, da se vprašamo tisto, kar včasih rečem, celovita vprašanja. Celovita vprašanja, ki zadevajo naše življenje v celoti. In to življenje v celoti zahteva tudi vprašanje odgovora glede sveta. Ampak ni tako, da začnemo iz sveta. Ja, začnemo že iz sveta, ker smo v svet prizadevali za vsakdanji kruh, ne pa iz nekega teoretskega razmišljanja sveta. In povedano drugače, vedno razvijamo določen pogled na svet, določeno razumevanje življenja, ali zdaj implicitno ali eksplicitno, ali filozofsko utemeljeno, ali zgolj prevzeto od drugih. Povedano drugače, ne moremo se izogniti temu, da imamo takšne ali drugačne poglede, ki so torej na ravni filozofije, na ravni verjeti in seveda lahko tudi na ravni vere. In lahko se zgodi tudi, da znanost sama, in to se dostikrat zgodi, reče, ampak naš pogled na stvarnost, naša metodologija je hkrati, če želite, bo tako rekel, tudi naša filozofija, je tudi naš pogled na stvarnost. Povedano drugače, empirični pristop, matematični pristop je pravzaprav edini pravi pristop. Ja, in celo svoje lastno življenje tako vidim. Nekdo, ki je evolucijski biolog, kot je Dawkins, ki je napisal Bog od zabloda, mogoče poznate, preveč se razgovor že pri prvi točki, bomo mogli pohiteti, da je pravzaprav, on bi rekel, ja, mi smo vsi pač visoko razviti sesalci, mi lahko sami sebe gledamo kot, ja, pravzaprav smo zgolj biološka bitja. Vprašanje, kaj ne rečejo religija, umetnost, ja, to so pač, sesalci so to razvili. Celo dobijo idejo Boga, mogoče to celo komparativno evolucijska prednost za nekaj časa. Tem pa očitno, zdaj pa malo, ko se tako borijo ti novi ateisti, proti temu očitno to ni več taka komparativna prednost v selekcijskem izboru. Povedano drugače, ampak tukaj, ko Dawkins to pravi, on je več znanstvenik. Ja, on je znanstvenik, se upravičujem, on je znanstvenik, ker tako kot sem jaz pač profesor. Ampak to pomeni, da njegove izjave, ko pa izjavlja, da mi nismo nič drugega kot sesalci, če tako rečem zdaj, je pa to že filozofska izjava. Ker tukaj treba zdaj razlikovati, kaj znanost zmore, dokod gre znanost, kaj gre pa onkraj znanosti,
kjer pa pridejo, če želite, smo pa na polju filozofije, nimamo pa več zaščite znanosti. Ker isto, kot če vi rečete, ne vem, po smrti ni nič, ali pa po smrti je to, nimate več zaščite znanosti. Ne morete zdaj, ne? To so pravzaprav filozofska vprašanja, ki pa so ključna. Ampak potem je treba razlikovati, če želite znanstveno izjavo, pa izjavo znanstvenika. Potem ti nič ne pomaga, tudi če si Dawkinsa. Veste, če bodo Dawkinsa povabili na kulinarično tekmovanje, ne bo noben rekel, zdaj pa tvoja torta boljša, ker si znanstvenik. In podobno bi lahko rekli tudi tukaj, pravzaprav Dawkins je zelo slab filozof. Pa nič za to. Težava je v tem, da torej problem je, če znanost s svojo metodologijo, da to metodologijo razširi na celoto in postane, če želite, filozofija, postane filozofski pogled, postane razlaga celotne stvarnosti. In to je pa tisto, kar se včasih reče ideologija. In to je problem recimo isto s teorijo evolucije. Teorija evolucije je trenutno najbolj sprejemljiva, pravzaprav lahko bi rekli, nimamo nobene prave alternative v znanosti teorije evolucije. Ampak, če ta teorija evolucije postane filozofski pogled na celoto, ki razloži vse vprašanja, ki razloži vsa ta vprašanja, ki smo tukaj rekel, svoboda, razum, smisel, resnica, dobro, lepo, sveto, samo nekatere ključne zvesti, potem pa to ni, to se pa imenuje potem evolucionizem. Izem kot neka ideologija, ker postane, ker tisto svojo delno resnico, bi lahko rekla, pa delno dobro razlago v nekem segmentu stvarnosti, postavi za kriterij celotne stvarnosti. Postavi pravzaprav postane pravzaprav filozofija in najhujše je pa seveda to, da znanost, ker ima izjemno družbeno akceptanco, ker je zaradi tehnološkega razvoja pravzaprav si pridobila veliko verodostojnost in če pol ten znanstvenik nekaj reče, se temu avtomatsko pripisuje neka večja teža in se zdi, da je to tudi, če želite, bolj utemeljeno. Ampak še enkrat, izjava znanstvenika je isto kot znanstvena izjava. In prav v tem je potem treba razumeti, da če znanost postane na tak način, bi lahko rekli scientizem, kot rečemo, neka ideologija, ki hoče vse razložiti, ima vso pravico, vsi imamo pravico, da imamo takšen filozofski pogled, ki ga imamo. Ampak ne moremo se sklicevati, da je potem, ali pa ne morejo se sklicevati, da je njihov boljši, ker so pa oni znanstveniki. Kajti znanstvena metodologija več ne zagrabi na tistem polju, na katerega hočejo posegati. Zato zdaj razumete, da načeloma sploh ni nujno, da so težave, lahko so seveda težave, ampak načeloma znanost poda določen segment razlage stvarnosti, to razlago je treba pa vpeti v neko širšo filozofijo in lahko jo upnemo tudi v vero. In v tem smislu, da se vera in znanost naprej ne izključujeta, se pa lahko zgodi, da znanost, bi lahko rekli, prevzame filozofijo, da absolutizira svojo metodologijo znanosti, podobno kot se lahko zgodi tudi obratno, ko vera, nek fundamentalistični kreacionizem, popolnoma izključi znanost. Ko reče, kreacionisti so pravzaprav v ZDA tiste najbolj radikalne struje evangelikalnega krščanstva, da ne rečem evangeličanskega, ampak evangelikalnega, ki pravzaprav verjamejo, da je treba dobesedno vzeti Sveto pismo, če pa piše 7 dni, potem je to 7 dni in Zemlja je stara, 6000, oziroma je bila ustvarjenje, je bilo 6000 let približno pred Kristusom in vzamejo dobesedno in v tem smislu, zakaj? Tudi tam gre, če želite, za podobne zadeve, kar pomeni, kdo bi bil naš razum, da si bo sploh upal kaj reči proti temu, kar je od Boga razodeta beseda in imate pravzaprav zopet neko zelo fundamentalistično držo. In tisto, kar jaz želim tudi pokazati, da gre tako pri veri, kot sicer pri vsakemu filozofskemu poskusu razlage celotne stvarnosti, gre za racionalnost, ne gre za slepa verjetja. In zato želim že naprej reči, da znanost v njenih metodičnih mejah je absolutno nekaj pozitivnega. Še enkrat, metodične meje pomeni, da se znanost, ali da se mi zavedamo, kaj znanost zmore, tako gre. In hkrati, da pa tudi mi, kar v veri počnemo, to niso samo čustva, niso samo občutja,
ampak je pravzaprav mi iščemo nekaj, kar je razumno. Iščemo razumno. Ampak razumnost na eksistencialnem področju, kot sem že prej poskušal pokazati, je drugačna od logike znanosti. Na eksistencialnem področju so lahko paradoksi pravilna racionalnost. Poglejte, to ni samo metafora, če rečemo, bolj se poglabljam v odnos do sočloveka, bolj poznam tega svojega človeka, s katerim živim že toliko let, in vedno znova kaj novega odkrijem pri njem, vedno se mi odkrije kot nekdo, ki ga sploh še ne poznam. Lahko bi rekli, popolnoma drugačna logika, paradoksalna logika. Bolj te odkrivam, bolj vidim, kako si zame nepredeljiva skrivnost. In to je racionalno. Isto kot, pogledajte, ljubezen ni racionalna, če ni brezpogojna. K racionalnosti ljubezni spada, da če želite neka brezpogojnost. Včasih se pošalim in rečem, predstavljate si nekoga, ki bi se rad poročil, pa bi rekel, draga moja izbranka, jaz te pa res imam zelo, zelo rad in ti povem, 20 let te bom imel rad. 20 let, se to je zelo dosti, ne? Če pogledamo, da je povprečna dolgost zakona pravi, da je 7 let, ne, glede ločitev, ne? Ampak mi vemo, tudi če bi rekel 40 let, če bi pogojeval, če bi rekel, jaz te imam rad do te mere, nekaj ni prav. Ne moreš imeti, rekel, prave ljubezni, če ji postavljaš na tak način pogoje. Se pravi, k racionalnosti ljubezni spada, da drugače funkcionira. Zato hočem pokazati, da torej ne gre za to, da imamo različne metodologije. Jasno je, da je znanost ima svojo metodologijo. Vera, ima tudi svojo metodologijo v smislu, da izhaja iz razodetja. Ampak ta razodeta beseda je vedno tista, ki nas kliče k razumevanju, fides querens intellectum. Iščemo, želimo razumeti. Bog nam je dal dostojanstvo tega, da smo njegovi sogovorniki, da imamo tudi mi logos mišljenje in da se smemo pravzaprav čuditi nad višjo logičnostjo vsega, kot je neka zgolj tehnična racionalnost. Bom zelo na hitro šel, da ne bom predolgo, ker se mi zdi, da so druga področja mogoče bolj pomembna. Ampak kdo so poglavitne sodobne debate? Lejte, danes bi težko govorili, da so kakšne velike debate, že zato, ker smo v nekem času, eni rečejo postmoderni čas, kjer imamo veliko fragmentarizacijo, kjer imamo ogromno diskurzov, ogromnega pluralizma, sploh nimamo več čisto, da bi rekli, na eni strani znanost, na drugi strani imamo neko, bi lahko rekli, ne vem, tudi vero, imamo potem spet različne vere, torej težko je reči, kdo bi bili sploh sogovorniki za en tak širši družbeni diskurs. Ampak kar je zanimivo, je pa to, da ste se zlasti torej po letu 2000, tukaj sem dal malo te letnice, 2006 bi lahko vzeli, 2004, recimo pojavili dve gibanji, ki so zelo zanimivi. Dosti bolj znano je v anglosaškem govornem prostoru, torej Amerika, Velika Britanija v glavnem, The New Atheism, Richarda Dawkinsa se že omenil, Daniel Dennett, Sam Harris pa Christopher Hitchens, so zadnji že pokojni, so bili nekje tisti novi, bomo rekli, militantni ateisti. Vse včasih moram reči, da je človek celo vesel, ker najhujše je indiferentizem, da v zadnjih desetletjih je dosti krat tako ravnodušnost, piš me in če so oni militantni, je to pravzaprav mogoče celo dobro, ker razpodbudijo nekega novega duha. Ampak je pa zanimivo, da so pravzaprav vsi čutijo neko posebno poklicanost, kako osvobajati ljudi od tega mita, religije in kako tudi verjamejo, da pravzaprav ljudje so v temelju še vedno potem neosvobojeni in je šlo tako daleč, da so imeli pač reklame na avtobusih v Londonu in tako naprej. Zanimivo je tudi v Nemčiji Giordano Bruno Stiftung. Zdaj se, še vedno so aktivni, imeli so pač različne faze, bi lahko rekli zelo militantno proti veri. To je zanimivo, da pravzaprav imate takšne ateiste, ki so potem čutili, da je potrebno prosvetljevati, ima tako ta razsvetljenski impetus, kako ljudi, kako sploh še, da se ta religija sploh še tukaj ohranja. Bi lahko rekli, tisti drugi
zagovorniki vere, religije, v filozofiji. Tako, jaz nisem šel, tukaj ne naštevam ljudi, kot so tisti, ki zastopajo recimo umni načrt. To so že malo bolj težavne teme, bomo to lahko kasneje še omenili, ampak so pa filozofi, recimo Alvin Plantinga je v mestu že klasik, prav tako Richard Swinburne iz glavnem anglosaškem prostoru, tukaj govorim, ker so poskušali govoriti na nek širši način, malo tudi to, kar sem zdaj govoril, gre za vprašanje racionalnosti verskega prepričanja, verjetja. Da ne vzamemo tako na prvo žogico, ali ne vem, obstaja Bog, ali je svet ustvarjen, ker je dostikrat treba predhodno se vprašati, znotraj kakšne metodologije se gibljamo. Podobno Richard Swinburne, John Polkinghorne, Alistair McGrath, zadnja dva sta tudi anglikanska duhovnika, pa hkrati tudi Polkinghorne je dober fizik. In imamo na drugi strani seveda tudi potem nekatere militantne zagovornike, kot sem že prej omenil, kreacionizma, pa tudi idejo umnega načrta, o katerem bomo mogoče rekli v prihodnje. Jaz bi zdaj te dve vprašanji, ki jih imam, zdaj Peter, jaz upam, da do 9 nekje si lahko vzamem, ne, tako je bilo nekje dogovorjeno, ne? Ja, lahko tudi še malo dlje, ja. Ja, bomo sej, bom zdaj poskušal zelo na hitro ti dve vprašanji obravnavati, kakšen je sploh učinek ali morda korist kontroverznih diskusij med vero in znanostjo. Jaz bi tako rekel, da nasplošno je danes velik problem družbenih diskusij, ker nimamo več tistega, kar tukaj imenuje enovita racionalnost. Ker imamo pravzaprav zelo, tudi v slabšem smislu, pluralizirano družbo, nimamo sploh več skupne baze, na katerem bi se srečevali. Ne me napačno razumeti, ampak včasih se človek nostalgično spominja na diskusiji med kristjani in marksisti. Ne? Svet razdeljen na dva dela, ne? In se je potem, koliko sta poskušala najti neko skupno racionalno bazo, so se lahko še med sabo pogovarjala in se je čutilo, da se nekaj velikega dogaja. Danes je, bi rekel, taka fragmentarizacija naših pogledov, da tudi če se zgodi kakšna velika diskusija, ne, je to pravzaprav vedno nek marginalen dogodek. Hkrati lahko tudi vidimo, da imajo te debate dostikrat tukaj majhen vpliv na širšo družbo. Opažamo tudi to, kar vidimo vse povsod, neko defenzivo vere, zlasti torej v odnosu do znanosti, zato ker znanost seveda ima za seboj, bi lahko rekli, pozitivno prtljago zadnjih 200-300 let v smislu napredka v družbi, zlasti skozi tehnologijo, čeprav tudi danes seveda vemo, da so težave pravzaprav tudi zaradi znanosti oziroma da je začela znanost skozi svoje tehnološke seveda aplikacije ogrožati tudi naš nadaljnji razvoj in človeštvo. Ampak se ne bi pri tem ukvarjal, ker je preveč abstraktno, bomo raje potem v diskusiji še kaj rekli. Tudi to četrto vprašanje bom zelo na hitro opravil, primerjava argumentov, kje ima vera močnejši argument od znanosti in kje je znanost preprečilša od vere. Jaz mislim, da je tukaj zelo potrebno paziti zopet, kje so metodične meje. Tudi že prej sem dosti govoril o metodičnih mejah znanosti, ker je tudi razumljivo. Moral bi pa tudi verjetno reči še kaj o metodičnih mejah teologije in vere. Dostikrat, ali pa to je en tak primer tega gibanja intelligent design ali pa umni načrt, kakor bi prevedli po slovensko, tukaj je šlo za poskus, da bi pravzaprav pokazali, torej za sofisticiran poskus, jaz bom tukaj ne morem ga predstaviti v tej kompleksnosti, ampak da bi pokazali, kako znanost ne more razložiti tega evolutivnega razvoja, naj bo to zdaj razvoj vesolja, naj bo to zdaj razvoj živih bitij v smer, bi lahko rekli, tako inteligentnega bitja kot je človek. Torej, znanost tega ne more razložiti brez, vsaj tako verjamejo ti z intelligent design, ne da bi upoštevala pravzaprav neke nadnaravne posege, ali če želite drugače, božje posege, ker same od sebe stvari se ne bi mogle na tak način razviti. Ampak kaj zdaj to pomeni? To nam je tako zveni zelo simpatično. Ampak pomeni to, da pravzaprav se znotraj znanstvene metodologije pripelje potem Boga kot nek faktor, bi lahko rekli, dejavnik, ki ga je treba upoštevati v znanosti.
In seveda je to izjemno velik problem, ker mešamo različne nivoje. To je podobno, kot če mi mislimo, da bomo skozi znanstveno metodologijo, ko gremo nazaj, ne vem, pri teoriji prapoka, da bomo potem prišli do točke starjenja. Mi bomo prišli do točke začetka v znanstvenem smislu, ne bomo prišli pa do točke starjenja. In podobno je tudi tukaj. Če bi mi zdaj rekli, da Bog posega v nekih momentih v razvoj znanosti, povedano drugače, Bog je ustvaril naravne zakone. Če vzamemo zdaj, da nekaj poteka evolucijsko, bi pa rekli, ampak ne samo po teh naravnih zakonih, Bog vsake toliko še ekstra intervenira in seveda s tem poruši svoje lastne naravne zakone. In zato tudi, bi rekel, je ta problem umnega načrta, če se ga pravilno ne interpretira, je problematičen. Seveda znanstveniki so zelo potem nasprotni temu, ker nekdo posega na njihovo področje, ker nekdo reče, morate še vključiti Boga. Vi morate vedeti, če bomo Boga vključili na tak način v znanost, potem bo Bog tudi vključen v to, da bo zgolj znanstvena hipoteza. In potem ni čudno, da se jo lahko prav tako dokaže, da ga ne potrebujemo. Ponoma napačen pristop. Ne? In po drugi strani, se pravi, mora vedeti vera, kam posega, če tako rečem, po drugi strani mora pa znanost, bi morala malo bolj paziti. Znanost pa ravno, ali pa znanstveniki v svoji prepotentnosti, oni mislijo, Dawkins misli, tukaj so drugi, ne vem, študirali filozofijo toliko pa toliko let, jaz to, rekel, za večerjo to malo naredim, ne? Pa hitro tako, odpravim s Tomažem Akvinskim, pa hitro s drugimi. Ne? To je pa neka pretencioznost, ki je problematična, seveda, kot bestseller se dobro prodaja, celo dosti ljudi prepriča, ki prav tako ne želijo nekega poglobljenega znanja, ampak to, če želite, je izjemno šibka filozofija v ozadju in tudi neprepričljivo. Tako da, glede močnejših argumentov, je to vedno vprašanje, na katerem področju. Zakaj? Čemu? Dobro. Da pa ne bo ostalo vse tako abstraktno, bi šel pa še malo hitro, da vam samo pokažem dve polji, kjer je najbolj intenzivno srečevanje med vero in znanostjo. In seveda je to polje tam, kjer znanost, ko smo prej videli, da je pač neka podmnožica, ko na nek način poskuša razumeti celoto, ko tudi sama poskuša dati neke celovite odgovore, čeprav jih da samo pod svojim vidikom. In to je zlasti vprašanje glede razvoja vesolja in, kot sem že rekel, vprašanje glede evolucije. Tukaj se najbolj lomijo kopja. Pri kozmologiji, ki je pač zdaj postala, ker včasih je bila to filozofska disciplina, zdaj je pa to pravzaprav astrofizika, je pravzaprav empirična fizikalna disciplina, ki se ukvarja z nastankom in razvojem vesolja. Danes, kot vemo, prevladuje standardni model vesolja, kot rečemo, ki vključuje hipotezo prapoka. In kot prvo, je bilo to zelo zanimivo, ker bolj normalno je misliti, ali pa tako bi rekel, že Grki so mislili, da je vesolje večno. Da se prihaja do transformacij znotraj vesolja, ampak vesolje kot svet, kot kozmos je nekaj, kar je večno. In če pogledate še Einsteina, ki je na začetku pač razvil svojo najprej specialno in potem splošno relativnostno teorijo na začetku 20. stoletja, on pravzaprav ima v ozadju še vedno to prepričanje, da vesolje pač je večno, da je imelo nek začetek. Zelo znano je, kako je uvedel tako imenovano kozmološko konstanto pri svoji relativnostni teoriji, prav zaradi tega, da bi zagotovil, da bi vesolje ostalo večno, in je pravzaprav bilo potrebno to odpraviti, potem, ko je prišla hipoteza prapoka. Kar je zanimivo, ta hipoteza, to verjetno poznate iz splošnega vedenja, zato se ne bom dosti s tem ukvarjal, ampak vi veste, da šele v 20 letih so bila opazovanja, da se galaksije oddaljujejo, vse naenkrat od Zemlje, da tako imenovani rdeči premik, kar je pomenilo, da se pravzaprav vesolje širi, in če se širi, je prišlo do hipoteze, da je moralo biti nekoč, torej če je zelo skrčeno, in zato pride do hipoteze prapoka,
In za nekatere znanstvenike je bila ta hipoteza še pred drugo svetovno vojno nekaj problematičnega, ker se je zdelo, da je kar malo preveč blizu neki biblični naraciji. Ker veste, v Bibliji imamo ustvarjanje in potem razvoj, ne, in so rekli, to je pa kar malo prehudo, ne. In je šlo nekaterim, bi rekel, je bilo to in jim ni bilo povšeči. Res je bila potem celo reakcija, če pogledate, kako je bil najprej navdušen, mislim, da je bilo 1951 leta pred Papeško akademijo znanosti, je Pij XII bil ves navdušen in je hotel reči, zdaj pa znanost tako rekoč pokazala, ali pa je dospela do tega, kar je piše v Svetem pismu, da je bilo stvarjenje. Ampak ne gre tako na hitro in ne gre tako, da vse damo skupaj. Je pa res, da je to zelo zanimiva teza, ker pravzaprav pravi, da se je vesolje razvilo iz neke singularnosti in danes je to najboljša teorija, seveda, potem se postavi vprašanje, kaj je bilo prej, ali so mnoga vesolja in tako naprej, ampak bi lahko rekli v tem omejenem smislu je to najboljša teorija glede našega razvoja oziroma nastanka do sedaj vesolja. In potrebno pa je paziti, da ne bi mi zdaj tako rekli, ne, tako kot sem že prej omenil, da pravzaprav, ali ni to zdaj dokaz, da je o čemer govori Sveto pismo, ki je bilo navdahnjeno. Tukaj se je zopet treba zavedati metodoloških meja, kot sem že prej rekel. Poglejte, če je Bog ustvaril svet, kot prvo, pojem stvarjenja in tudi pojem stvarstva je izrazito biblični pojem, verski pojem, to je pojem vere. Georges Lemaître, ki je bil eden izmed prvih, to je jezuit, zdaj smo pri jezuitih, Georges Lemaître je bil belgijski jezuit, ki je pravzaprav zelo zanimiv, ker je on skupaj s Hubblom napravil to teorijo prapoka. Ampak on ne zato, ker bi bil, ker on je pravzaprav čisto fizikalno, ker je bil izjemen fizik, ne. In je potem tudi sam rekel, torej Georges Lemaître, da pravzaprav moramo paziti, kajti znanost prispeje samo do prve točke, do začetka. Ne prispeje pa do tistega, kar bi mi rekli, sploh ne more prispeti, kar bi lahko rekli, kaj je pa neko počelo ali izvor v ozadju. Povedano drugače, mi ne moramo potem po tej ravni priti kar do stvarnika. Je potrebno različne nivoje razlikovati. To je tako, kot če jaz rečem, predavanje se je začelo danes ob 8 in ob 8 je začetek predavanja, je prva točka predavanja, ampak to ni počelo predavanja. To počelo je bilo pri Petru verjetno ali pa pri drugim, ki so sploh spočeli idejo. In zato je treba paziti, kaj sploh znanost zmore, da nimamo prehitrih iluzij. In seveda tudi obratno, da bomo rekli, to je pa krasno, to pa potrjuje. Ne? Torej, treba je razlikovati nivoje in zato tudi ne boste nikoli dobili potrdila, ker vi imate lahko tudi pri teoriji prapoka, imate lahko vi še vedno neko teorijo, da je pa v ozadju, če je pač to možno, reči, da je prej prišlo pa do krčenja vesolja in potem imate lahko neko pulzirajoče vesolje, ki pravzaprav je spet večno. Povedano drugače, znanost kot takšna ne more odločiti na tak način, filozofski način, o tem celovitem vprašanju. Lahko daje različne odgovore. Stephen Hawking je zdaj razburil znanost, oziroma razburil, ali pa hotel je razburiti, bi rekel, vse tiste vernike, ki verjamemo v stvarjenje ali pa v stvarnika, ker je napravil teorijo, v kateri združuje kvantno fiziko in splošno teorijo relativnosti, se pravi gravitacijo, na nek poseben način. In to, kar poskuša pokazati, je to, zdaj ne bom šel v detajle, je pa to dokaj pomembno in je prav, da bi vedeli kot verniki, poskuša pokazati, da tista prejšnja težava fizike, da imamo neko začetno singularnost, ki se ne obnaša na isti način kot nadaljnji razvoj vesolja, to se tako imenujejo začetni pogoji, initial conditions, poskuša pokazati, da so lahko ti začetni pogoji, če jih razložimo imanentno, to pomeni kot kvantni dogodek, da pravzaprav ne potrebujejo, da so v sistemu samem, da ostane vse skupaj v sistemu in da je stvarjenje tako rekoč spontana stvar, da ne potrebujete dejansko nobenega stvarnika. Zdaj ne bom šel v detajle, enkrat mi verjemite na besedo, lahko si pogledate v Wikipediji, vse posod vam razložijo. Seveda, kako to napravi? Napravi z to, kar se tudi danes sicer dela, njegov, recimo,
kommiliton je bil tudi Penrose, ki je zdaj dobil Nobelovo nagrado lansko leto, dela se skozi matematične teorije. Se pravi, poskuša se napraviti teorija, mimogrede Hawking samo tako lahko napravi to teorijo, da uvede imaginarni čas, kar je že to zanimivo, kako poskuša pokazati, kako bi prišlo lahko do spontanega kvantnega začetka vesolja. Ampak kaj vam hočem reči? Da tudi tukaj ne more Hawking ne odpraviti Boga, ne ga pravzaprav, zato ker pojem stvarjenja, Lemaitra sem precitiral, pa sem pozabil, Lemaitre je celo rekel, da se v fiziki sploh ne bi smel pojaviti pojem stvarjenja. Zato ker je to religiozni, to je pojem na drugačni ravni. Na ravni tega, veste, ko mi rečemo stvarjenje, mi to idejo stvarjenja ne dobimo iz predstave, da je tam moral Bog nekaj napraviti na začetku. To mi dobimo, bom tako rekel, iz našega eksistencialnega izkustva, iz našega bivanjskega izkustva. Kaj pa to pomeni, če želite? Da se jaz zavem, da me lahko ne bi bilo. Da se zavem, in to je pravzaprav ideja iz nič, stvarjenje iz nič, ki se napravi pri prvih očetih. Bom tako rekel spet, kot Heidegger pravi, nič je za znanost nedostopen. V našem eksistencialnem izkustvu je nič dostopen. Mi vemo, mi smo tista čudna bitja v tem vesolju, ki se zavemo, da nas lahko ne bi bilo. Mi vemo, da pravzaprav smo obdani z možnostjo v vsakem trenutku, da se povrnemo v nič, če tako rečem, v smislu smrti. Oziroma, povedano drugače, ustvarjenost je tisto, da jaz občutim, da mi je v vsakem trenutku dano biti. In stvarjenje ni neka, to ni narejanje, to ni povzročanje na fizikalen način. Če je Bog stvarnik, ne pomeni, da potem on povzroča. Že ta ideja iz nič pomeni, da ni nič na tem svetu takšnega, da bi lahko razložili to božje delovanje. Se pravi, da moramo zelo paziti, da stvari kar ne pomešamo. In če to v neki globini potem doumemo, potem razumemo, da nimamo težav. Seveda imamo tudi težave. Jasno je, da imamo težave. Ker smo, rekel, tako verniki kot znanstveniki, verniki nismo tisti, ki imamo zdaj vsa vprašanja, ker se je Bog razodel. Mi imamo temeljna vprašanja, oziroma verjamemo, da ima ljubezen zadnji smisel. Verjamemo, upamo, mi smo upajoči, verujoči, ljubeči, smo pa še vedno sprašujoči. In hočemo pa tudi to povedati, da, res si bom potem še 5 minut vzel več, da pravzaprav tudi v kozmologiji bodo znanstveniki priznali, da zelo malo vemo. To je edina skica, ki sem se tukaj sem jo kopiral. Poglejte, v našem vesolju, to pravijo znanstveniki, to preberem, da ne izrastem na mojem zelniku, je pravzaprav samo 5% vidnega vesolja, kjer se nam zdi, da približno razumemo, zakaj gre. Namreč 23%, ali pa tukaj to je zdaj pač približno, naj bi vesolje sestavljala temna materija. Kaj je temna materija? Je zahtevna zadeva, ampak preprosto so bile ta odkritja, ki so zdaj že kar 50 let stara. Galaksije s to vidno materijo, ki jo imamo, ne bi mogle pravzaprav ostati skupaj. Ne bi bilo dovolj, bi rekel, gravitacijske sile. Mora obstajati še dodatna materija, ki jo mi ne vidimo. Tisto, kar je bil pa šok, bi lahko rekli, v zadnjih 20 letih, je pa tukaj, kar sem tudi navedel, ker je bila podeljena kakšnih 7 let, ali pa spet nazaj, ne vem točno, tudi Nobelova nagrada, je bilo pa to odkritje, da se vesolje širi vedno hitreje. Popolnoma nenormalno, ker če imate vi nek, po našem kmečki pameti, nek prvi pok, potem se pa začne to upočasnjevati, ne? Nasprotno, vesolje se širi vedno hitreje. 2 raziskovalni skupini sta vsaka zase, mislim, da sta napačne, so šli več enkrat podatke. Povedano drugače, odkot potem energija za širjenje vesolja? In to je pa pravzaprav tisto, kar poskušajo reči dark energy, pravzaprav je to reaktualizacija kozmološke konstante, ko sem prej rekel pri Einsteinu. Ampak pustimo, povedano drugače, kaj hočem s tem povedati? S vsem spoštovanjem, ki ga imam res iskreno in globoko do tega, kar znanost odkriva, sama priznava, celo pravi, da bo mogoče potrebna nova fizika,
tako kot je, a veste, Einstein revolucionariziral Newtonovo fiziko, mogoče smo pred tem, da bomo imeli tudi novo fiziko. Ne bom šel pa zdaj tako daleč, ker se tudi že utrujeni. Izzivi evolucije so nekaj podobnega, tudi tukaj se pojavi problem, ali je ves razvoj pravzaprav nekaj, kar lahko popolnoma razložimo brez Boga. In kot veste, celoten problem z Darwinom oziroma darwinizma je bil to, da se je zdelo, da je to nek frontalni napad na to, kar je bilo včasih, da je pač Bog ustvaril vrste, da so vrste nespremenljive in da pravzaprav ne potrebujete več Boga, ker vse lahko razložite, celotno evolucijo lahko razložite pravzaprav skozi, recimo zaenkrat slepi mehanizem mutacij in selekcije, torej naravnega izbora, kar pomeni, da imamo mi tako dobro funkcionirajoč sistem, kot ga imamo, je pravzaprav posledica, da je to ostalo, medtem ko vse tiste slepe poti so pravzaprav odpadle in mi tam vidimo zdaj ne vem, kakšen božji načrt, ampak v resnici je pravzaprav to nek mehanizem, ki ne potrebuje nobenega bogatstvanega. In seveda, toliko več se potem pojavi želja, ne, to pa ne bo šlo, Boga izrinjajo, zato pa kreacionizem hoče potem dostikrat nasprotno se navezati na Sveto pismo, ker je razodeta Božja beseda in to vzamemo zdaj dobesedno. In vsi vemo, da ne moremo Svetega pisma tako brati. Že prvo je zanimivo, da v Svetem pismu dve poročili o stvarjenju sta tako napravljeni, da že to je zanimivo, da imamo dve poročili o stvarjenju. Da imamo najprej duhovniškega tekst, če bi malo bil nek eksegeze, kot vemo, je Sveto pismo je pravzaprav skozi tekstno kritično metodo je sestavljeno pravzaprav iz različnih poleg piscev, tudi žanrov, in potem drugi tekst je pa pravzaprav jahvistični tekst in imamo pravzaprav dve poročili o stvarjenju, kakor da so sami, bi lahko rekli, uredniki kanoničnih potem spisov niso želeli tega sinkronizirati ali pa dati ven, povedano drugače, da tega ne moremo na tak enoznačen način brati, kot da je to poročilo v znanstvenem smislu. In zato je tudi tako, da trenutno tudi katoliška cerkev, za razliko od teh evangelikalnih, sprejema evolucijo, seveda z vedno pravo zadržanostjo, ker ne bomo prehitevali, tudi evolucija ima še ogromno vprašanj, tako imenovanih nejasnih členov, missing links, ampak jaz mislim, da imamo trenutno zelo dobre razloge, da verjamemo, če želite, v oboje, da lahko dejansko verjamemo v stvarjenje skozi evolucijo in še več, da celo, da rekel, stvarjenje, torej prav zato ne razumemo zgolj kot nek dogodek na začetku, ampak da je Bog nenehno na delu, da stvarjenje razumemo kot Božjo prisotnost, kot tisti stvarjenje, ki ga moramo razumeti kot Tomaž Akvinski pravi, ustvariti za Boga pomeni dati biti. Jaz bi celo dodal omogočati biti. Bog daje biti, nas podarja v samostojnost lastnega biti. Že kot celotno stvarstvo podarja v samostojnost. To je bilo zmeraj, če želite, tudi zelo jezuitska teologija, velika samostojnost v tem smislu. Bog nam zaupa, za Boga nismo marionete. In ravno to je, kar je pomeni ustvarjati. Ustvarjati ni povzročati, ustvarjati ni narediti. Ustvarjati je pravzaprav omogočati, dati biti. Vsak izmed nas je sebi dan v polnost lastnega biti, da sme biti on sam. To je izkustvo, da sem vsakem trenutku ustvarjen, da mi nista ata in mama ustvarila, ampak da mi je dano biti jaz sam, da imam dostojanstvo tega, da smem pravzaprav izbirati samega sebe, da smem biti to, kar sem, da smem odgovarjati na tisti prvotni nagovor. Zato tudi to dogajajoče stvarjenje kot kreacijo kontinua lahko razumemo v povezavi z evolucijo. In tudi, bi rekel, ta strah, da bi pol človeka razumeli preveč poniženega v naravo, to se zelo dolgo bali, da nismo samo iz opic prišli, nasprotno. Ja, še recimo potem cerkev, recimo Pij XII je potem tudi to rekel, da ja, moramo paziti, tudi če vzamemo evolucijo, ampak oziroma ne glede evolucije, da pa ni bil Pij XII, kasneje je bilo to, da pravzaprav Bog pa ustvari dušo posebej potem, da je lahko nekaj, kar je naravni proces pri rojstvu, ampak
tisti ekstra dogodek je pa, da Bog da dušo, ampak tudi to je, gledajte, mi smo vendar, ja, mi smo utelešene duše. To pomeni, da ne smemo misliti, da je telo nekaj nižjega, mi lahko pravzaprav se čudimo nad tem, kaj je naše telo, kaj je naša narava. Čudimo se lahko, želite, nad Božjo prisotnostjo v svetu, ki deluje drugače, kot so naravoslovni vzroki. Tako da zdaj, kot vidite, bolj mečem nekaj idej za razumevanje, bolj za ustvarjen vtis. In tukaj bom zdaj končal s tem zadnjim slajdom. Glede možnosti in meja, gledajte, jaz mislim, da je znanost potrebno vzeti resno. Kot verniki jo moramo vzeti resno, ker gledajte, znanost razkriva človekovo dostojanstvo v njegovih sposobnostih razumevanja narave. Bog nas je obdaril s to možnostjo, da spoznavamo, kaj smo. Povejte, vesolje skozi nas spoznava samo sebe. In bi rekel, imamo posebno dostojanstvo. In res pa je, da znanost lahko postavlja neprijetno vprašanje. Ogromno vprašanje se je odprlo v tem, kar sem zdaj govoril. Dostikrat nimamo tudi vedno dobrih odgovorov, iščemo odgovore, ampak v vsakem primeru pa znanost moramo vzeti resno, ne pa scientizem, ne pa tistih, ki pravzaprav delajo slabo filozofijo iz znanosti. In pa še nekaj, če se ne bo vera izpostavila izzivom znanosti, potem se bo lahko vedno bolj umikalo lastni zaprti svet, ki bo imela neko, torej naša vera, krščanstvo, imela vedno pretenzijo, da da razlago stvarnosti. Mi nismo, to mi je zelo zanimivo, papež Benedikt pravi, ko primerja, oziroma ne bom šel tako daleč, ampak v vsakem primeru krščanstvo govori o stvarnosti, ne o nekem privatnem svetu, ne o nekem doživljanju. Če je Bog vse ustvaril in če se je razodel v Jezusu Kristusu, da je ta svoj logos razodel v najvišji meri v Jezusovi ljubezni do nas, je pravzaprav je to nekaj, kar moramo vzeti resno in se temu odpreti. Jasno pa je, da imamo tudi neke meje. In prvo se mora znanost, ki se dostikrat sama ne zaveda svojih meja, oziroma njeni predstavniki se ne zavedajo. In meja vedno pomeni neko pravo razločevanje, nujnost prave kritičnosti. Kritika, kot veste, iz grške besede krinein pomeni ločiti, dati ločnico, dati kriterij, zato da vemo, kaj je dobro. In kritičnost ni kritizerstvo. Kritičnost pomeni to, da dam tisto proč, da postavim ločnico, zato da bom odstranil tisto, kar ni dobro, ampak zato, da bo tisto, kar je dobro, bolj prišlo do izraza. In v tem smislu je treba imeti pravo razločevanje. Ampak kdo sem jaz, ki bom jezuitom kaj govoril o razločevanju. Dobro, na tej točki bi končal to mojo prezentacijo. Čeprav se bojim, da sem malo prehitro, pa vse tudi ne dovolj jasno predstavil, pa upam, da če ne drugega ste začutili, da so vprašanja, ki so vredna postavljanja. Tako da hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za vso vsebino, ki ste nam jo predali. Hvala za zanimivo predavanje. Zdaj bi pa prešli na vprašanja. Mogoče bi začeli čisto na hitro z nekim bolj osnovnim predavanjem. Eden izmed udeležencev sprašuje, glede dveh pojmov, ki ste jih uporabljali, kakšna je točna razlika med vero in religijo? Hvala lepa. Ja, imate popolnoma prav, da če bi prišli na predavanja, bi moral najprej pojme zelo jasno postaviti. Zaenkrat sem ta dva pojma jemal sinonimno za tisto, kar smo potrebovali. Je pa res, da je določena razlika. Zdaj, v tem primeru torej bi vzel vera kot sinonim za religijo, ker bi lahko rekli potem tudi, ne vem, muslimanska vera, tako da bi bilo to enako. Drugače pa je razlika in nekaj je zelo pomembnega, bi rekel, tisto, kar je v pojmu vere in česar v pojmu religije ni. In to je pojem zaupanja. Tega eksistencialne drže, ki je ključna. Namreč, tako bi rekel, kakor imate fides v latinščini kot osnova za pistis v grščini, samo fides, če vzamemo, je neposredno povezana tudi z besedo fiducia.
In vera je v toliko, bi rekel, če zdaj religijo vzamemo kot nek pojem, s katerim lahko opredelimo vsebine verovanj in prakse verovanj, pa je v pojmu vere to, da nekomu verjamem. Se pravi, ne kaj verjamem, ne tudi teologi tukaj bodo bolj poznali razliko med fides qua pa fides que, ampak gre prav za to, da pogledajte, ko je Jezus pridigal, niso ljudje rekli, to je pa dobra razlaga. Ni bilo tako, kot če nekdo, ki vas prepriča s Pitagorom izrekom, in nimate, njemu so verjeli. Seveda jih je prepričal z vsebino, ampak verjeli so njemu. In nazadnje, mi verjamemo Bogu in rekel, v tem smislu je tukaj nek moment, ki je tudi še zelo pomemben, ampak nisem ga tako hotel odpirati, ker mimogrede, tudi to, rekel, vera, da sem ustvarjen, to ni prepričan, ti lahko tako misliš, da si posredno ustvarjen in to imaš neko predstavo o tem, da si ustvarjen. Če pa človek svojo lastno ustvarjenost interpretira kot to, da si prejemnik nečesa, kar ni samoumevno, in potem se vprašaš, lahko, komu naj se zahvalim za to prejemanje, ne? Je pa pravzaprav tisto, kar bi lahko rekli, nek odnos vere, zaupanja, verjetja. Ima vedno to osebno razsežnost. Nisem kaj dosti pomagal naprej, ampak imate prav, operirali smo z nekoliko zamegljenimi pojmi, ampak to ne pomeni, to je bila moja napaka, vse vzamem nase, mislim, napaka. Morali smo simplificirati, ker se veste, če imamo naslov vera in znanost, je seveda to zelo široko. V redu, hvala. Zdaj naslednje vprašanje pa eden izmed udeležencev bi rad nekako slišal primerjavo med tem, kaj je danes bolj v ospredju, emocionalno, intuitivno zavračanje religije ali njeno znanstveno zavračanje? Jaz mislim, da, zdaj govorim seveda nezaščiteno čisto iz svojih vlastnih občutkov in opazovanj, v družbi nasplošno je seveda absolutno emocionalno in emotivno. Je to, da se vero, ali pa tudi zdaj krščanstvo, identificira z zelo velikim nahrbtnikom, ki ga nosi v zgodovini, ne? In si vemo, kaj nasprotniki radi strpajo ta nahrbtnik, ne? Od križarskih vojn, inkvizicije, do ne vem še česa, Giordana Bruna, ki sem ga prej omenil. Mimogrede, mogoče sploh niso vedeli, da je bil redovnik, ne? In da je takrat bil res problem pri Giordanu Bruno, ker je v nekem času pač zastopil panteizem, kar je malo res težavno, ne? Ker nimaš pa več osebnega Boga, ampak pustimo to. Se pravi, pravzaprav se mi zdi, da v družbi nasplošno bi lahko rekel, da imamo nasplošno problem racionalnosti v globalu. In to ni, jaz sem se ogromno ukvarjal s tistim, kar bi se danes reklo postmoderna filozofija. Celo sam sem se res, danes bi rekel celo pretirano s tem ukvarjal. To pomeni ta odprtost, da nimamo ene same razlage, da smo tolerantni, da imamo, če želite, več razumov ali pa več razumevanj. Ampak mislim, da je šlo to danes do te mere daleč, da dejansko je postal razum nek velik problem, če želite, tudi v političnem smislu. Ker na kaj naj se mi skupaj nanašamo, če hočemo kot skupno živeti, moramo na tak ali drugačen način imeti neko bazo racionalnosti, na kateri se začujemo. Mimogrede, nemški filozof Habermas je prav zaradi tega začel pogovore, intelektualne pogovore tudi s takratnim kardinalom Ratzingerjem, poznejšim papežem Benediktom, ker je ravno to opazil, da je problem racionalnosti v družbi, da je to velik politični problem. Sploh potem, kako delati konsens v družbi, ne? Na podlagi česa, na podlagi simpatij. Ne? In jaz se bojim, da se danes je tako, če bi vi nekomu rekli, da bi si pa utrgali čas med delom, pa bi imeli 10 minut za meditacijo, zato da bi umirili duha, ne, da bi imeli malo tako duhovnih vaj, poleg telesnih,
telovadnih vaj, bi vsak rekel, ja, to ni slabo. Če pa rekel, da je to nekaj povezano s krščanstvom, bi rekel, to je pa grozno, to je pa staro. Tako da se bojim, da imamo dosti tukaj nekih drugih faktorjev in seveda potem drugih konstelacij, ki vplivajo. In kot rečeno, ko rečem racionalnost, veste, je treba tudi paziti, ko rečemo racionalnost. To je isto, kot če vas nekdo vpraša, zakaj si se poročil s tem človekom, kaj je racionalno v zakonu. To so eksistencialne vprašanja. To so vprašanja, kjer, lahko bi celo rekli, to, kar so stari poznali, kjer je razlika med sciencija pa sapiencija. Eni celo pravijo, da je največja katastrofa sodobne znanosti ta, da je stara bila še povezana s sapiencija pomeni latinsko modrost, sciencija pa znanost. Modrost je, razumeti življenje. Še nek Spinoza, ki je zelo racionalističen, je rekel, ampak cilj je tega, da bom jaz znal živeti na koncu. Danes filozofija nima več te pretenzije. Danes filozofija dekonstruira, opozarja na momente moči in tako naprej. Ampak kako živeti? V tem, kjer smo se vsi znašli, kjer imamo pravzaprav nekaj skupnega. Vsi se v tem življenju iščemo, ne vemo. In to je potem sapiencija. To bi bil cilj. In zato tudi v končni fazi vse tisto, kar sem prej hotel reči, metodična omejitev znanosti je prav ta, da poleg tistih vprašanj, ki jih znanost lahko odgovori, so še zelo ključna vprašanja. Zelo, zelo ključna vprašanja. In a veste, ne more tudi nek biolog lahko potem reče, pa bo rekel, ja, sam zame je življenje sveto, jaz nočem nič teisti, pa nočem z nekim razodetjem, pa to so vse pravljice, ampak življenje zame sveto. Ja, to je njegova filozofija, ker ne more, ker tudi on potrebuje nekaj, potrebuje svoj pogled. Ampak jaz pa rečem, kaj pa če jaz verjamem pravzaprav, da je to življenje na tak poseben način podarjeno od stvarnika, je pa pravzaprav lahko to zelo utemeljeno, ne? Ampak na tej ravni se potem da pogovarjava, ne ker je on znanstvenik, ampak pravzaprav kaj v neki celoviti racionalnosti se zdi bolj razumno. Tako da, ja, jaz se bojim, da pri veri imamo pravka z emocionalnostjo, ampak dostikrat tudi tako, ne, veste, tudi je težava in težava je časih že v šolah, recimo, ne vem, otroci, mladostniki, ko gredo k Birmi, ne, in če slišijo o Adamu pa Evi in potem, če to nekdo še tako razlaga, kako da je to pravzaprav to pravi svetopismo, tam rečejo, tam se pa učimo, ne vem, o pračloveku pa o neandertalcih in moramo imeti tudi neko zdravo našo, bi rekel, naše razumevanje vere, da znamo razumeti, kaj pomeni alegorični jezik, da znamo ne nazadnje imeti tudi neko kritiko Biblije, svetega pisma, ampak zato, da bomo odrasli kristjani, da bomo tudi sami neko, da ne bomo zapadali ali pa da bomo znali sami tudi intelektualno argumentirati za tisto, kar počnemo. Torej, v tem odgovoru ste omenili, da danes ni več neke skupne baze in eden izmed udeležencev se nanaša prav na to, namreč pravi, da omenili ste, da danes ni več skupne baze oziroma neke enovite racionalnosti zaradi te razpršenosti idej in pogledov. Ali menite, da bo družba v prihodnosti spet lahko prišla do tega skupnega temelja, kjer bodo pogledi bolj enoviti? Ne vem, moram biti zmeraj zadržan, kar zdaj govorim, pravzaprav pa tako, kot da znanstvenik stopa na polje filozofije, pa zdaj, ko jaz stopam na polje futurologije, bi tako rekel, da zelo moje privatno mnenje, da imamo v tem času, pravzaprav preveč smo razvajeni, bom tako rekel, in ne začutimo dovolj neke resnobe in globine življenja. Pravzaprav moram paziti, ampak dostikrat tudi pri mladih, ko se človek vpraša, pa v tistem, kaj velja, pa kaj danes človeka animira, pa motivira, ne vem, Bog ne ve, da bi to mislil, ampak se mi zdi, da recimo po drugi svetovni vojni, ko so imeli ljudje nek zelo velik, močen pretres, da se je življenje začutilo v neki drugačni globini, v neki drugačni nesamoumevnosti.
In zdaj se mi zdi, da smo pa res v nekem stanju, pa nisem zagovornik Heideggera, ampak Heidegger bi rekel, da je temeljno počutje družbe zdolgočasenost. In da potem iščemo pravzaprav fan, pa kako se bomo zabavali, pa kako bomo intenzivirali življenje. In zato se bojim, da šele takrat, ko bodo res kakšne, bi rekel, velike preizkušnje, Bog ne ve, da bi bil apokaliptičen ali pa da bi karkoli klical na nas, ampak hočem reči, da včasih se mora človek zresniti. Ampak zresniti zato, tako kot bi rekel, bom tako rekel, da ne boste razumeli napačno, Kierkegaard reče, da ne more nekdo postati vitez vere, kdor ne gre skozi šolo tesnobe. To ne gre za to, da bi mi rekli tesnoba, imamo pa radi tesnobo. Ampak tesnoba je pravzaprav neko pozitivno izkustvo, ker me privede pred mene samega, pred to, kaj pomeni biti v tem svetu, kaj pomeni biti človek, zavedati se svoje končnosti. In zato se včasih se mi zdi, da mogoče je tudi to, kako bežimo od tesnobe in kako po drugi strani imamo neko anksioznost, ki je popolnoma drugačna. Tako da jaz bi tako rekel, da mogoče se bomo zresnili zaradi velikih težav, ki nas še čakajo. Ne vem, mogoče klimatskih, mogoče drugačnih. In ker na koncu, pogledajte, tudi v teh dialogih, tudi če pogledamo sodobno družbeno klimo, če bi se mi vrnili k naši človeškosti, k nekemu, samo to, da smo tukaj vsi ljudje, recimo, da smo tukaj v Slovenijo postavljeni, se nismo sami izbrali in vsi se v tem življenju na nek ponižen način trudimo, da bi ga razumeli in da imamo neko lahko simpatijo z drugim, ki se prav tako trudi in če bi nas življenje v tej svoji primordialnosti na nek način nagovorilo, že to, da samo biti je pravzaprav nek strašen čudež, ker to je pravzaprav tisto, kar je celotna ideja stvarjenja, je pravzaprav to neverjetno vprašanje, zakaj je sploh nekaj, zakaj sem, zakaj si in ni rajši nič. To čudenje in hkrati bi lahko rekli globina tega življenja in potem je to bi lahko rekli neka osnova, da se srečamo z nekom. Dokler smo pa v nekih predstavah in prepotentnostih, potem pa se bojim, da je malo težje. Ampak ne rad moraliziram, ker se mi zdi, da k temu pa res nismo poklicani. V redu, bom sedaj nekoliko probal združiti dve vprašanji tukaj. Eno pravi nekako, da se vse bolj pojavlja pogled na svet oziroma celo doktrine in politike, ki temeljijo izključno na okoljski ozaveščenosti oziroma na skrbi za okolje in to lahko že pravzaprav meji na religijo, torej naprimer zmanjševanje odtisa CO2, veganstvo, skrb za zmerno rodnost oziroma številnost prebivalstva zaradi zmanjšanja okoljskega odtisa človeštva. Kakšno stališče naj kristjani privzamemo do tega in ali danes ljudje sledijo znanosti, kakor bi sledili religiji oziroma ali je znanost že skoraj da zamenjala religijo? Ja, več vprašanj je mogoče malo nekaj takih sporadičnih odgovorov. Ja, jaz mislim, pri marsikomu je znanost postala, bi lahko rekli, filozofski pogled na svet. Da bom rekel, da je nadomestila religijo, ker pri religiji morate imeti še nek moment zaupanja, nek moment prakticiranja, nekega odnosa do presežnega, kako ga že razumete. Zdaj, če v znanosti to možno napraviti samo po sebi, tudi lahko to dopustimo. Je pa res, da je za marsikoga potem znanost, ker ima to empirično metodologijo, to znanstvenost, je v tem morju negotovosti in različnih mnenj je pravzaprav nekaj, kar še zagotavlja vsaj približno neko zanesljivost ali celo verodostojnost. Druga stvar je pa to, kot pravite, glede okolja. Jaz mislim, da ima krščanstvo oziroma biblični pogled zelo dober pogled na okolje, čeprav nam vedno znova očitajo ravno iz teh besed, veste, podvrzita si zemljo, ne, in potem v sodobnem času je celo, ne, treba odpraviti to, da smo zdaj v antropocenu, ne, se pravi, smo zdaj v obdobju, kad človek ta glavnem središču, ne,
in antropocentričnost je pa nekaj, ne. Se pravi, imate celo take filozofije, ki rečejo, Zemlja ima dušo, tako kot so že včasih rekli, sicer to že Platon rekel, ampak on dosti bolj sofisticirano, in imate Gajo, ne, od Geja, ne, in je pravzaprav, ja, in mi ljudje smo pravzaprav tisti, ki motimo to zadevo, ne, se pravi, ne, res mazohistično moramo sami sebe tam po možnosti ukiniti. Jaz mislim, da je tukaj neka velika, rekel, metodološka, neracionalna težava, čeprav bi me nekateri potem zelo napadli, ampak mi smo tisti, ki se tem pogovarjamo. Nikoli ne moramo pozabiti, da smo mi ljudje tisti, ki to počnemo in ki to delamo. Mi smo tisti, ki mislimo. Glejte, živali imajo lahko zelo razvejen notranji svet, ampak jaz ne vem, kaj imajo. Mi pa smo tisti, ki vemo, ki se sprašujemo, mi smo še vedno na nek poseben način, za tisto vesolje, ki ga poznamo, nekaj posebnega. Kajti, če želite, pri nas ljudeh je, lahko celo tako rečemo, z vidika znanosti, res to zanimivo, je vesolje prišlo do razumevanja samega sebe. In to pomeni, da ne moremo nivelirati zdaj človeka, čeprav je tako vpet v vesolje in v naravo, ima nek poseben status, če ne drugače, zato ker mi govorimo, mi razmišljamo, ne moramo sebe prečrpati iz enačbe. To je tako kot nek napačni znanstveni objektivizem, ker verjame, a veste, še vedno mora človek pogledati na merilno napravo. Ne bo merilna naprava, tudi če bo merilna naprava sama pogledala, tudi če imate vi algoritme umetne inteligence, na koncu smo še vedno mi ljudje zaenkrat. Tudi to je zanimivo vprašanje, ker imate pa druge, ne, ki pa ne divinizirajo okolje, ampak divinizirajo umetno inteligenco. In rečijo, še malo pa bomo v obdobju, ko bo pravzaprav umetna inteligenca prevzela kontrolo. Ker tako in tako mi, kar smo mi ljudje, pravzaprav to je nek software, ki se ga bo kmalu preseglo. Podobna zadeva. Zelo podobna zadeva, kot pri teh rekel, okoljskih ljudeh. In zakaj to pravim? Ker kot prvo, krščanstvo ni prineslo problema, ali pa tudi stara znanost ni prinesla problema okolja. Tega je prinesla tehnologija. Tehnologija je naredila to, kar ni bilo nikoli do tedaj možno, da bi človek lahko irreverzibilno vplival na naravo. Spravi, da bi posegel na naravo način, da ne bi mogla narava več tega popraviti. To imamo mi zdaj zadnjih 100 let. In hočem vam povedati, da pravzaprav, kot ste slišali, jaz mislim, da biti kristjan, seveda odprt, razmišljajoč, neplašen, zrel, odrasel, da je zelo, ne bom rekel, pametna opcija, ker kot vemo, vera je vedno milost, vedno je nekaj, ne me prepriča, vedno je, kako nas mora ljubezen prepričati, ampak hočem reči, da smo lahko, da imamo vse tisto, kar je potrebno v našem sporočilu, v naši tradiciji, čeprav moramo včasih to malo prečistiti, tudi odnos do sveta. A veste, mi je zelo žal, ne, jaz sem s kmetov doma, ne, in zdaj bo nekdo rekel, pa se kolje, pa ne vem kaj, pa kure, pa ne. Ja, moja mama je imela s kravami tako odnos, da jaz ne poznam nobenega naravoznanstvenika, okoljevarstvenika, ki ima tak odnos. Njo so imeli rade, so pozdravljali, na koncu, če smo jo pojedli, ampak to je bil drugačen način bivanja. In zato, jaz mislim, da je prav, še posebej, tisti, ki ste mladi, tukaj, da razmišljate res svojo glavo. Danes, veste, je krščanstvo alternativa. Danes smo nemoderni. Ampak to pomeni razmišljati svojo glavo, ko vsi tulijo v en rok. V redu, hvala. Mogoče bi zdaj naredili en hiter preskok v zgodovino. Nekdo sprašuje, na kateri točki v zgodovini se je zgodil ta preskok od tega, da so preganjali Galileja, do tega, da sta za cerkev evolucija in veliki pok povsem sprejemljivi teoriji, čeprav ne nujno ustrezata biblični narativi. Tudi glede Galileja je dosti napisano. Pri Galileju je ena težava. Moramo se malo vživeti, da je aristotelsko-ptolomejski pogled na svet in aristotelska znanost, ki popolnoma drugače funkcionira,
bila skoraj 2000 let na sceni. Da v času Galileja, Galilej je najprej učil ptolomejski sistem, se pravi, učil je, rekel, model vesolja, ki je bil še veljaven. Seveda je potem vidno bolj imel prepričljive dokaze, da je pač Kopernikov model, ki mimogrede, ko je Kopernik postavil model, ga je napravil teorijo na golih izračunih. Če želite znanstveno, bi danes rekli, je napravil, je vzel podatke, ki jih je imel in jih je tako rekoč, je videl, da se izračuni in matematika, rekel, dosti boljše izpeljejo, če postavimo Sonce v središče in Zemljo, da krožijo okrog Sonca. Ampak ne bo še tako daleč, hotel sem samo povedati, da ta konflikt z Galilejem je bil pravzaprav, in ga je treba razumeti v širšem kontekstu. Ker vi ste toliko časa imeli nek pogled na svet in ko je prišel Galilejo, mu je kardinal Bellarmin, jezuit, mu je pravzaprav rekel, da bi on to verjel, če bi se lahko dokazalo. Kasneje je res, da je Galileo z teleskopom opazil stvari, ki so pa pokazali, da ne bo to v redu. Od sončnih peg, do Jupitrovih lun, do Venerinih faz, kar je ovrglo to, da je pravzaprav, da so planeti in zvezde neka nebeška materija, nekaj drugega, da to ni fizika. In pravzaprav in takrat je šlo dejansko za nek epistemološki konflikt med obema. In Janez Pavel II se je opravičil za to. Se je opravičil tudi za, oziroma je priznal to, da takrat ni bilo pametno, da je cerkev vztrajala. Ampak še enkrat, jaz nočem tukaj zagovarjati zdaj cerkev. Hočem samo, da postavimo kontekst. Da vidimo, v kakšnem, a veste, je tako, Aristotel, res, to bi bilo treba dosti daljše. Aristotelova znanost je znanost, ki pravzaprav gradi na tem, kar mi vidimo. In mi je žal, ampak mi vidimo, da Sonce vzhaja. In kaj je tudi zelo zanimivo, torej, da Sonce kroži okrog nas, tudi mi danes tako živimo. Mi vsi vemo, da je Sonce pravzaprav neka zvezda, kjer poteka stalna zgolj, bi rekel, zlivanje jedr vodika v helij in iz tega se izžareva energija. Ampak ko gremo mi opazovati sončni vzhod v našem življenju, to Sonce nastopa kot nekaj, kar bo ušlo. Hočem povedati, da je Aristotel bil dolgo časa sinonim za neko znanost tega, kar bi danes rekli življenjski svet. In da je nova znanost prišla in rekla, ne, to, kar vi vidite, ni to. In danes je tako. To, kar vidite, ni to. Danes bi rekli, v atomu je toliko pa toliko praznega prostora. Ti pa čutiš, da je miza trda. Hočem povedati, da je šlo tukaj za neke drugačne koncepte in zato je bila pa velika težava, to pa je nevarnost in to je nevarnost tudi za zdaj za cerkev ali pa za teologijo. Če se teologija naveže na določeno razlago sveta, to pomeni na določene kategorije stvarnosti, ki so filozofske, ki so pač prišle od nekod drugod. Recimo Aristotelovo pojmo, Aristotelovo razumevanje vzrokov, 4 vzrokov, je potem pač prevzela, je potem celo prevzela dogmatika. In to je potem težava, če bi rekel, da se je treba zavedati, da je krščansko izročilo, da je več kot, bi lahko rekli, neka v tem smislu grška metafizika Aristotelovega tipa. Druga stvar pa ta stvar, da tudi glede evolucije, stvari so odprte. Vi morate vedeti, da vedno stvari prisojamo danes, tudi mi rekonstruiramo, to so še vedno znanstvene teorije, to ni tako, da mi gremo tja, mi ne gremo pogledati, kako je bilo takrat, ko so bili dinozauri. Nimamo moči, se pravi, mi konstruiramo v sedanjem času najbolj pametno razlago. In to, da je pa cerkev previdna, je pa prav, da je previdna. Ravno zato, ker ji gre za vse, ne samo zato, ker se boji pravzaprav sama zase. In je pa to res, da včasih pa pridejo velika vprašanja, ali bo znanost popolnoma izpodrinila zdaj Boga, ali je Bog nepotreben. In tukaj je pa tudi vprašanje, kaj je dobra teologija. Kako to razumeti. In se mi zdi, da je pa tisto, bom zelo preprosto rekel, če želite, ampak če se tukaj vprašamo, pa rečemo, kaj če ima vsa ta uganka sveta, narave, nas samih, dejansko nek umni logos, to, kar so že Grki verjeli, da imamo neko umno utemeljitev, da ni vse res, da ni na začetku nič, pa na koncu tudi nič,
ampak da vlada neka umnost. Ne vem, kaj lažje verjeti. Jaz vseeno nekje, ne vem, ne bom rekel, bom zelo spoštljiv do vseh, ki mogoče težko to verjamejo. In potem, če še pa rečemo, kaj pa če je ta logos res nek logos ljubezni, ki se je razodel v tem bibličnem Bogu in dosegel pač vrhunec razovetja v Jezusu Kristusu. Spravi, da ni neka brezosebna racionalnost v ozadju celote, ampak pravzaprav neka racionalnost ljubezni. In ali bo treba biti emocionalen za to, ne vem, ampak v vsakem primeru se mi zdi, da ja, kot vidite, gre malo preveč daleč potem. Naslednje vprašanje se tiče Peter, sem to povem, vi ste odgovorni, ljudje naj vam zamerijo, ne meni, pol, če vlečete zdaj to zadevo. Ne? Tako da jaz nisem kriv. Peter je moderator. Ja. Naslednje vprašanje se tiče čudežev. Zakaj čudeži ne spadajo v kontekst presežnega, ampak so smatrani zgolj kot naključni pojavi? Zakaj se jih v znanosti ne obravnava na svojstven način? Zakaj nas znanost omejuje pri tem, namreč vedno se omejimo na metodologijo, pojav pa ovržemo, če ga ne znamo ovrednotiti? Ja, tukaj bi dal pa ta odgovor, ki sem ga že imel, ki sem ga že podal. To je malo tako, kot če bi vi imeli rdečo svetilko znanosti in bi hoteli, da nek rumen čudež osvetlite, da ga boste videli kot rumenega. Ga ne morete. Ga ne morete. Znanost ne more potrditi čudeža. Lahko potrdi človek, znanstvenik je tam ali pa nek zdravnik, ko reče, to je onkraj moje razlage. Ampak morate razumeti, da dejansko znanost lahko, bom tudi tako rekel, če čudež pomeni vdor v nek, ali pa suspenzijo nekega zakona, naravnega zakona, je to zelo velik problem, kajti znanost, temeljna postavka znanosti je to, da zakoni vedno veljajo. Zato so zakoni. Drugače bi bili neki provizorični dogovori. Seveda, vedno veljajo, dokler ne odkrijemo boljšega zakona. Ampak predpostavka, tiha predpostavka mora biti, da je nekaj stalno. Vi ne morete reči, to se bo zgodilo, mislim, to vedno velja, ampak lahko se pa kakšni čudeži dogajajo. Ne more znanost sploh tako pristopati. Se pravi, da je vgrajeno v tem, da znanost išče zakonitosti, ali pa če želite naravne zakonitosti. Je pa res, da čudež pomeni, saj z našega vidika, neko suspenzijo teh, torej, kako se reče, ukinitev temporalno nekih teh zakonitosti, kakorkoli že. Ne? Ampak to kot prvo, zopet sploh ne morete znanstveno dokazati, ker če bi ga dokazali, ne bi bil več čudež. To je malo tako, pogledajte, bom celo rekel, hvala Bogu, da znanost ne more dokazati Boga. Ker če bi znanost lahko dokazala Boga, to ne bi bil Bog. In to je podobno malo, tukaj treba tudi razumeti to, da, ja, bom pri tem ostal. Se pravi, znanost ne bo mogla nikoli graditi na čudežih, ker je to, ne, bo pa lahko nek znanstvenik rekel, jaz nisem toliko potenten in prepotenten, da bom rekel, da se ne more nekaj zgoditi, česar moji zakoni ne dopuščajo. Ne. To je edino. Ne morete pa na tem graditi. Zato pa, pogledajte, čudež, če tako rečemo, to je pravzaprav nekaj, kar je prišlo po lastni iniciativi, popolnoma nepredvidljivo, in to je lahko tudi na nek način paradigma za razodetje. Zato, da si je Bog rekel, mi verjamemo, ne, da je Bog po naravni nujnosti ustvaril svet in se po naravni nujnosti razodel. Ne. Mi verjamemo, da je Bog v svoji lastni, v sklepu lastne volje, v svobodi šel v zgodbo s človekom in v tem smislu, kaj lahko človek potem bi rekel, spričo razodetja Boga naredi, verjame, veruje, verjame. Podobno kot, bi rekel, če pogledate, se bodo, drugi vam bodo znali bolj povedati, očetje jezuiti, kako tudi pri Jezusu, ne, čudeži ne delujejo tam, ker za čudež morate imeti celo pravo predispozicijo duha, da se sploh čudež lahko pojavi kot čudež, tako rekel, ne.
Ampak zaenkrat torej ne smemo reči, da je to slabo znanosti. To se mi zdi zelo ključno. Znanost ne more operirati čudeži. In je pa nekaj, da to je pa temeljno naše izkustvo. Jaz bi celo tako rekel, prevelika želja po čudežih, ne me napačno razumeti, ne bi rad žalil kakršnokoli čustvo, ampak včasih je to malo tako kot želja po happeningu. Jaz bi rekel, včasih moramo iti nazaj in se zavirati tiste čudežnosti naše preprostosti. Bi rekel, čudeža, da smo, čudeža, da mi je dano to in to. Tako da ne bi preveč prinesli teže. Poglejte, Bog ni prisoten tam, kjer je čudež. Bog je prisoten v vsakem trenutku mojega življenja. In tako, pa še enkrat, ne bi pa nikakor, ker kdo smo mi, da bomo rekli, ker smo sami se čudimo, kje smo sami sebe dobili, da bomo pa mi zdaj rekli, da se ne morejo pa res za nekatere dogajati stvari, ki popolnoma spremenijo njihovo življenje, ne vem, neko zdravitev, nekaj drugega, Bog ne daj. Ampak, kot veste, tudi cerkev vedno reče, da so privatne zadeve, privatna razodetja, če tako rečemo, razen tiste, ki jih cerkev kot takšna potrdi, ampak drugače pa pravzaprav, tako da na tem ni zagraditi. Tudi je nekaj, mi nismo tisti, ki imamo neko posebno vedenje. Ni Jezus pa nekaj povedal, kar pa noben znanstvenik ne bo vedel, ne bomo tekmovali na tak način z drugimi. Mi smo na tak način konkurenčni. Vera je popolnoma drugačna dispozicija, drugačna odprtost, drugačno dojemanje eksistence. Vam bom sedaj zastavil še zadnje vprašanje, za katerega se mi zdi, da lahko z njim napravimo eno tako lepo zaključno točko. In sicer, ali ima znanstvena hipoteza, ki je v veliki meri intuitivne narave, v sebi religiozni temelj kot držo, v smislu, da gre za odprtost v neznano oziroma za slutno. Brez tega bi se namreč vrtela v večni indukciji brez razvoja. Ali je torej mogoče predvidevati, da znanost vendarle uporablja v nekem najglobjem temelju religiozni pristop? To je super vprašanje. Seveda, ko vam bom odgovoril da, to ni v skladu z znanstveno metodologijo. Ker, kot rečeno, znanost lahko ostaja pri dejstvih in pri povezavi med dejstvi. To je podobno, kot če želimo videti smotrnost naravi. Ne morate nobenega znanstvenika prisiliti, da bo videl smotrnost, ciljnost, finalnost naravi. Ampak jaz bom tako rekel, če pogledate, skrivnost ustvarjalnosti. Ker pravzaprav to, kar ste rekli, je neka specifična vrsta človekove ustvarjalnosti. To, kar ste rekli, intuitivna postavitev hipoteze, to je pravzaprav zelo podobno, kot nekdo umetnik doživlja, da je on avtor nečesa, kar ga presega, oziroma da je on dobil nekaj, česar je on avtor. To je navdih. Da postaneš avtor nečesa, kar rečeš, odkud si to prišlo? Jaz sem to naredil. In jaz bi celo lahko rekel, da je to pravzaprav tisto, kjer tudi čutimo, kaj pomeni biti ustvarjen na način, da mi je podarjeno naprejšnje ustvarjanje. Prejeti ustvarjenost pomeni, dano mi je biti, ampak dano mi je biti, da smem biti jaz sam in ustvarjati. Ne zaslišam. In to se mi zdi tudi globoko religiozno doživeti. Poglejte, ustvarjanje je vedno tako, to moramo se vedno zavedati, vse te metafore niso dobre, ko imamo mi glina, pa lončar, Bog in tako naprej. To je krasno v nekem liturgičnem jeziku, ampak ne smemo tega dobesedno vzeti. To ustvarjanje iz nič je pravzaprav tisto stalno omogočanje, omogočati, da nekaj lahko je. Glejte, če Bog ustvari svet, on želi, da še drugo je poleg njega. Še drugo je. Deli z nami tisto, kar on ima biti. In rečeš, in ne to, vedno je problem pri ustvarjanju, je problem odvisnosti. Ker če nekaj ustvarjeno, je potem pa odvisno. Popolnoma napačno sklepanje. To je v navadni, običajni vzročnosti je nekaj odvisno, je vedno učinek odvisno od vzroka. Ustvarjanje pa prav zato iz nič ustvarjeno, ker je zastonski dar omogočanja. Dam tebi, dam biti, ti smeš biti ti sam, podarjam te v tvojo samostojnost. Do te mere, da me lahko zanikaš, da rečeš.
In kaj hočem reči, da pravzaprav je dejansko religiozno doživetje to, da doživljamo ne samo umevnost, bi lahko rekli, ne samo to, da nam je bilo dogodeno dobro, ampak da smo mi lahko vir dobrega, da lahko ustvarjamo dobro. Ne? In to, kar se zelo dobro, se mi zdi krasno, in dejansko znanost je dostikrat napredovala pravzaprav z intuitivnimi hipotezami, ne z neko, bi lahko rekli, sklepanjem iz prejšnjega, pa z novo reorganizacijo, ne? Dostikrat z norimi idejami, bi lahko rekli. Ne? In to je dejansko religiozno doživetje, da si prejemnik nečesa, kar te presega. In po drugi strani pa smeš biti ti avtor potem tega. Ne? Ker kaj pa je religiozno doživetje kot ravno to, da se vse ne vrti okrog nas, ampak da smo sebi podarjeni iz nekega vira. Jaz se dostikrat ljudi reče, odkot zlo, ne? In seveda, to je huda zadeva. Ampak odkot dobro? Odkot dobro? Zakaj se pa ne čudimo, odkot dobro? Odkot je meni dana sposobnost, da delam dobro? In dajmo končati tako, da se pravzaprav čudimo na tem, da smo pravzaprav v nekem skrivnostnem življenju in da tudi znanost odkriva neko globino življenja in da bodimo odprti zanj. Hvala lepa, gospod Klun, za vse vaše odgovore. Zelo izčrpno ste odgovarjali na vprašanja in zdi se mi, da je bila ta diskusija zelo koristna in pomenljiva za vse nas. Preden pa se poslovimo za danes, pa naj predam še vabilo k nadaljnjemu spremljanju naših dejavnosti. Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran jezuitskikolegi.si in da nas obiščete tudi na drugih spletnih platformah. Prisotni smo na Facebooku pod imenom Jezuitski kolegi v Ljubljani. Najdete nas tudi na Instagramu pod imenom Jezuitski kolegi. Imamo pa tudi že omenjeni YouTube kanal Jezuitski kolegi, kjer bo tudi objavljen posnetek tega predavanja. Na teh platformah boste našli vse informacije o naših dejavnostih in sicer o večernih akademijah, kot je bila ta danes, ki so zastavljene kot mesečni dogodki. Pri tem naj vas že kar povabim, da nas spremljate, da boste lahko pravočasno obveščeni glede naslednje akademije, torej marčevske večerne akademije, ki bo mednarodna. Na tej akademiji bomo nekoliko posegli čez meje Slovenije in povabili gosta iz tujine. Prirejamo tudi četrtkova bogoslužja, ki za zdaj še vedno potekajo preko Zooma. Izvajamo tudi serijo predavanj o Svetem pismu, serija se imenuje Bible Brew. Lansirali pa smo tudi 2 podcasta na začetku tega študijskega leta. Nabralo se je že kar nekaj epizod. Prvi se imenuje Tangenta, na katerem razpravljamo, izmenjujemo mnenja o družbeno-verskih temah. Drugi pa se imenuje Pismuk, ki pa je podcast, ki se ukvarja z poglobljenim branjem Svetega pisma, z razlago svetopisemskega nauka. Seveda ste lepo vabljeni tudi k temu, da nam pišete na naš e-mail naslov, na katerega ste tudi oddali prijavo za spremljanje akademije, info@jezuitskikolegi.si. Razni odzivi, razne poizvedbe ali pa predlogi za naprej so vselej nekaj dobrodošlega. Gospod Klun, še enkrat se vam zahvaljujem v imenu vodstva Jezuitskega kolegija za vaš čas in za vso predano vsebino. Prepričan sem, da bomo lahko vsi od nocojšnjega predavanja odnesli veliko koristnega za naprej, tudi za vsakdanje življenje. Namreč vsaj po moji izkušnji so debate o razmerju med vero in znanostjo nekaj, v kar se lahko slej ko prej z marsikom vpletemo. Zmeraj so nekaj aktualnega, tako da hvala lepa. V imenu Jezuitskega kolegija pa gre zahvala tudi vsem vam, ki ste našemu dogodku nocoj prisostvovali. Iskreno upam, da bomo še ostali v stiku in da se še srečamo na katerem od dogodkov v prihodnosti v naši organizaciji. Vse dobro vam želim, nasvidenje in lahko noč.